Dobro jutro ali pa dober dan, ni pomembno, kdaj to poslušate. To je 24. epizoda v drugi sezoni Odbita do bita na Valu 202. Midva sva Maruša Kerec, Twitteruša Maruša in Anže Tomič. Afna Anzeta. Jaz zarečem, ti pa še rečeš. To se morava zmeniti enkrat. Odbita do bita. Med življenjem in tehnologijo. Zdaj že veste, kaj sledi. Twitter. V zadnjih mesecih ugotavljava, kaj vse se je spremenilo na naših najljubših omrežjih, zato v zadnjih tednih o tem govoriva. Začela sva s Facebookom, ker se je cel svet spraševal, kaj zdaj potem, ko je Mark Zuckerberg napovedal vrnitev k koreninam, torej več objav prijateljev, družinskih članov, manj podjetij, medijev, torej še več mehurčkov, kot je rekel gost Ethan Zuckerman. Na zadnje pa sva se lotila področja brez slabega vremena, to je Instagram. V studiu naj jo je obiskala Tamara Langus. Všeč mi je ta ideja, da je to prostor, kjer ni slabega vremena. Če pa je slabo vreme, je pa to krasno. Ja, zgleda zelo je dobro. Je pa treba, da je tako. Je pa megla je čudovita in oblačno vreme je dramatično in super je. Mejčken sovražam Instagram, moram priznati. To je ne taka javno razupita novica, ne, sovražam ga. Nadaljujeva s Twitterjem. Ne bom skrivala, da je Twitter moje najbolj priljubljeno družabno omrežje, se je pa v zadnjih letih veliko spremenilo, zato tudi tokrat naslov epizode Kaj vse je narobe s Twitterjem. Gost danes Afna Kričač ali Kricac. Tako. Kricac, ne morete skricac. Denis Oštir. Ta na radiju boljš zveni kot kricac. Živijo. Dolgoletni sodelavec in urednik portala 24ur.com, zdaj pa vodja korporativnega komuniciranja v Gorenju, sem prav povedala? Jaz uporabljam Gorenje. Gorenje. A veš, Gorenje, Velenje. Koliko časa tvitaš? Zakaj tvitaš? Ja, jaz mislim, da twitam od 2.7 se mi zdi, 2.6. Pač zabavno je, hiter je, minljivo je. Meni je Twitter res eno od tistih omrežij, ki mi tudi zelo paše. Predvsem zaradi tega, ker tam, kadarkoli se zlotim zapisati nekaj, recimo na Facebook, se mi zdi, da moraš čas si vzeti, pa tako pregledam slovnico, pa vejce postavim. Na Twitterju pa ne. Na Twitterju pa napišem, pošljem in ponavadi končam s 3 pika in pa rečem čau. Je pa res, mislim, ko se enkrat navadiš, ko ti že to leti in je pa bizarno, nekako vsake tog časa očitno ljudje potem srčajo, ker se najde nekdo, ki ti replya na tweet izpred 2 let. Ja. Seriously? Kako je pa to našo? Jaz že ne razumem vsakič, ko se lotim iskanja po Twitterju, če smo že kaj narobe pri Twitterju, ne. Mislim, da ta njihov iskalnik je pa, jaz ne vem, mislim, Google vem, da nas razvaja, to je pa tako častjo vsakej tehnološki firmi na svetu. Reč, da je to iskalnik, je žalitev za, ne vem, Alta Visto. Ne, je pa res, da mogoče ne zato, da bi nekaj iskal nek tweet izpred 2 let, ne, ampak je pa že ta moment, ker se tako hitro odvija, ne, že za prejšnji dan, kdaj kaj pogledati, je včasih res nek voodoo potrebuješ, da se navadiš, kako točno iskati, ne. Veš kaj, zelo slabo imajo poindeksirano stvari. Ne vem, da pač res smo razvajani od Googlea, ne. Poleg tega pa meni, recimo na Googleu, zelo prav pridejo njihova te sintakse, ki jih lahko na pol programiranje v searchu, ne, veš, da lahko search on-site, pa timer lahko nastavljaš. Medtem ko pri Twitterju pa sam beseda, pa fraza, ne. Mislim, edina ta funkcija, ki obstaja, so navednice. To da lahko frazo iščeš, pa se pa neha, ne. Pa vprašanje, če ima sploh smisel, nek resno iskanje dati. Ja. To mislim, da samo nas novinarja boli, se mi zdi. Dajmo poiskati, kaj so ljudje si mislijo o neke take stvari. Pa si realno, gledaj, smo sam novinarji na Twitterju. Če se poskušamo spomniti skoraj 10 let nazaj v Sloveniji, mogoče malo več, kakšen je bil Twitter nekoč in danes, mimogrede ustanovljen je bil marca 2006. Jaz mislim, da teh 140 pa 280 znakov je tako pač, fina razlika, ampak največja razlika je tisto, kar je Stephen Fry napisal, ko se je posloval, ne, da je postal taka cesspool, ne. Dejansko Twitter danes za neko resno, za bancije ni več fajn. A veš, bil je full fajn, tako bilo je par ljudi, s katerim si se lahko zabaval, si lahko fajn stvari z njimi počel, se šalil, ne, zdaj pa kar nekaj postal tako kar agresiven.
mal zamorjen, mogoče bi iz plavega mogli v črno prebarvati, tako prav depra, ne? Ampak se najdejo počasi trenutki, recimo Ema, volitve, ki se pa pol stvari kar zabavno dogaja. Vedno bolj postaja primer ali pa opozorilo vsem možnim platformam, kaj se zgodi, če se z skupnostjo, ki jo pač privabiš na svojo platformo, zgodi, ne, če se z njimi ne ukvarjaš. Največji očitek je zdaj v bistvu zaradi nalegovanja, ne, to je zdaj bilo v medijih zadnje čase, se mi zdi, da največ, ampak mislim, da so bile težave tudi že veliko prej, napreden so te reči pač prišle do te mere. Ne. Je pa res, da je pač vse to se zgodilo, vse to je moje mnenje, ne, pa me popravlja, zato ker so pač iskali tisto rast, ne, ki jo pač Silicijeva dolina predvideva, pričakuje in zahteva. In potem, ko je Facebook dejansko prišel v čisto vsak žep, Twitter pa ne čisto vsak žep, ne, se je poskušalo priti tako kot Facebook pač do vsakega človeka. Ne. Veš kaj, tudi po mojem, ko sem malo gledal za nazaj, imeli so grozljive težave s kadrovanjem. Ne. Oni so od samega začetka imeli neke tipe, ki so hoteli narediti orodje, da lahko jaz te povem, da imam v četrtek žur, ne, pa na hitro povem, pa potem se zmenimo, kaj bomo kupili. In pri tem je tudi ostalo. Ta ista ekipa je ostala, tudi ko je bilo 100 milijonov uporabnikov, pa tudi ko jih je potem 500 milijonov ali pa 700 milijonov, ne. Oziroma ljudje, mentaliteta ljudi, ki so ostali na tem družbenem omrežju, više se upravljam družbeno omrežje, ne družabno. Ja. Ampak zaradi tega, veš, ker res se mi zdi, da Twitter je pa bil za neke družbene spremembe tudi mogoče. Ja. Okay. Vse to je njihov argument proti kakršnikoli resnim spremembam, pa ukvarjanjem skupnosti je vedno bil potem svoboda govora in pa poglejte, kaj smo naredili v arabskem svetu. Ne. Ampak moraš upravljati, moraš vedeti, kam greš, kaj se s tabo dogaja, ne pa samo mi damo orodje, to je ta platforma. Mi smo platforma, kaj pa ljudje gor na ne počnejo, mi odpiramo demokracijo. Ne, moraš se resno obnašati od tega, kar je. Je pa res zdaj spet dobil val, ne, z Twitter predsednikom, ne, je dobil znova nek boost. Realno gledano, če ne je bilo Donalda Trumpa, jaz mislim, da bi Twitter tako pred letom pa pol, dvema imel zelo resne težave, sploh obstati, sploh biti relevanten danes, predvsem pri mlajši generaciji, ta messaging api, ne, bistveno bo prevzemajo to, kar je Twitter počel. Mularija, vsaj moji multi, dobro, nista starasta 12 in 11, ne, Twitter je absolutno, je tako bizarno, da bi kdorkoli sploh želel Twitter uporabljati, ampak se mi zdi, tudi pri mojih kolegih opažam, da se zapirajo v neke Viber skupine, v Alo skupine, WhatsApp in tako naprej, tudi Messenger koncev, ne, in želijo to komunikacijo, ki po mojem sem jo jaz, pa mi, ne, na Twitterju delali, mi novinarji, ki smo na Twitterju, počnejo v okviru nekih zaprtih, poljavnih skupin, pa imajo feeling, da je to za njih čist dost. Ne. Je pa res, da jaz mislim, da se dejansko zgubi nekaj s tem, ne. Pade v vodo ta neka res javna platforma, ne. Jaz sem vedno bil potem pristaš, sploh v zadnjih letih Twitterja, da sem ga res začel dojemati samo bolj kot enosmerno komunikacijo z ljudmi, ki hočejo vedeti, da če ti nekaj počneš. Ne. Ta družbeno ali pa družabno omrežje, to mislim, da so oni kar zgubili, sploh s tem fokusom na znane osebe, na kdo ima kljukico in kdo ne. Je pa Twitter še vedno, ne, in prej omenili Emo, volitve, kakršenkoli dogodek, kjer pa več ljudi hoče nekaj spremljati, ne, se pa mislim, da kaj dosti boljšega še ni zgodilo. Ne. Veš, to je v bistvu mene jezi, ne. Twitter je sam po sebi second screening naprava. Tako jaz vidim iz moje bivše z vidika nekoga, ki je delal na televiziji pa na internetu, na nek spletni strani, ne, se mi zdi, da je idealna second screening stvar, ne. Ne razvija se ne nikamor, omogoča zgolj in samo neko linearno komunikacijo, timeline, tako, ne, ampak ljudje imajo pa po drugi strani feeling, da je to dost in ne želijo ničesar drugega. Tu, če nekaj drugega ponudiš, vidiš na IBC-u, ta največji televizijski sejem vsako leto septembra v Amsterdamu, vidiš neke ideje, kaj želijo posebej second screening stvari za televizijo narediti. Ali pa za radio, tudi koncu za radio, ne. Ampak se ne primejo zaradi tega, ker ljudje imajo feeling, da to pa itak lahko na Twitterju počnejo, neki gobcajo pa se prepucavaju, to lahko tam počnejo, dodane vrednosti pa ne vidijo v tem, da bi mogoče neko dodatno vsebino dobili. Dejansko Twitter postal tudi razvijalec, zaviralec razvoja, kar se second screening appov tiče. Ne. Če še malo gremo nazaj na vsebino, danes na Twitterju v Sloveniji, nekoč pred davnimi časi je bila na Valu 202 oddaja Tweet na i. Twitter je takrat v Sloveniji veljal za, ne vem, razmišljujočo, inteligentno, atraktivno skupino ljudi, ki imajo mnenje, ki znajo povedati na kratko, sladko, šaljivo. Celo dobivali so se redno, nastala je beseda tweet meet. Jaz sem skratka te ljudi, ki so zanimivi, pogosto vabila pred radijski mikrofon. Interaktivni val na spletnih omrežjih. Twitter.com/val202.
ti ljudje so zanimivi seveda še danes, ampak Twitter ni več tako zanimiv, da bi mu posvetili radijsko oddajo, nič več ni posebnega. Postal je del vsakdana, ampak ima pa tudi težavo, se mi zdi. No. Meni se zdi, da je postal podoben anonimnim kavčarjem na spletnih straneh, komentatorjem, deljenje na leve, desne, rdeče, roza, bele. Jaz mislim, da še vedno so te ljudje, kot si rekel, ki bi imeli kaj zapovedati, še vedno tam so, ampak se zgubijo. Smo na oni linearni komunikaciji, tako linearno se ti prekaže, kakor se ti, ne. Šuma je za znoret velik, ne. Prav za znoret velik ga je, ampak ne vem, jaz sem še vedno tiskal zelo velik tweetam. Jaz sem še vedno Facebook vezan na Twitter, ne vice versa. Saj primarno napišem nekaj na Twitterju, pa se mi potem lahko pojavi tudi na Facebooku, če imam ta prav hashtag. Na tak način res bi si želel, da bi se platforma vrnila tja, kar je. Ne? Problem so jajca. Problem so jajca, ki jih je tako enormno velik, agresivna jajca. Ne? In poglejte si enkrat, mene zanimivo gledati te neke profile ala Piers Morgan. Njegov profil pogledaš, ko on nekaj napiše, vidiš, kako se je izrodil Twitter iz neke dvosmerne komunikacije, se je izrodil načeloma to, kar ti praviš, že nazaj v enosmerno. Ne? Ko on nekaj napiše, nazaj dobi izključno samo govno. Pljuvanje, bedarije, neumnosti in nesmisli. Ne? Kako to reči? Ne moreš, po mojem. Ne? Je pa škoda. Ne? To so bili romantični časi, ki si dejansko tam imel ljudi, ki so bili vplivni tweet-meet. Jaz sem celo na enem tweet-meetu mislim, da bil. Tako, zanimivo, spoznaš ljudi, ki se tam skrivajo za temi nekimi niki, ne? Ampak je hecno, da kljub temu, da so se ljudje skrivali za neki, se vedo, kdo so. Ne? Danes pa, kdo se za temi jajci skriva, živ klinc ne ve. Ne? Se mi samo zdi, da je od vseh omrežij največ sovražnega govora na Twitterju, spet sem osredotočena na Slovenijo, ali pač toliko bolj izstopa tam. Problem je anonimnost. Ne? A veš, na Facebooku se človek podpiše z imenom in priimkom. Ne? Tu ga pa ustanoviš, pa ko te zablokirajo, ustanoviš novega. Ne? Je pa nekaj res, ne, da tukaj je zagotovo največ, ne bom rekel sovražnega, pa rečemo temu neprimerni govor. Definicija sovražnega govora je tako zelo egzaktna. Ne? Rečemo tega absolutno bruharije. No? Je absolutno na Twitterju največ, je pa res tudi, kar pa mene preseneča, da je pa tega vedno več tudi na Facebooku. Čeprav se morajo ljudje podpisati z imenom in priimkom. Ne? Vedno sem bil mnenja, da ime in priimek in pa ta social graph od Facebooka, ki te tudi, če lažeš, nekako prisili, ker potem je pa tvoja teta na Facebooku in ne boš, ne, pred svojo teto pa že ne boš, ne, takih bruharij pisal, pa očitno ta varovalka vedno bolj popušča, kar jaz ne vem, kam nas to pele kot družbo, zdaj ne bomo preveč filozofirali, ampak jaz se absolutno strinjam, da se mi zdi pa, da na Twitterju, kjer pa še te varovalke v resnici ni, ne, in res lahko kdorkoli, komorkoli, karkoli napiše in se skrije za žnjo, žbljo in slikico jajca, ne, zdaj ni več jajc, zdaj silhueta človeka. Predvsem, tukaj si bi rekel, taki večji računi, ne, pa si tudi ti, recimo v Sloveniji imaš relativno velik račun, ko enkrat prideš v 1000 sledilcev, gremo tako reči, ne, se hitro najde 7 ljudi, ki ti... Ja, točno to, ja. Mogoče bi se silhueta mogla imeti, kaj enkrat dosežeš recimo 10 000, če na tako tarčo imeti na še. Pa še to, ne, številke niso najbolj vzpodbudne, nekaj neprimernega, lahko seveda prijaviš, spletno oko opozarja pa na velike razlike v odzivnosti na prijave sovražnega, neprimernega govora. Facebook, na primer, se je z odstranitvijo ali s pojasnilom o neodstranitvi v 24 urah odzval na vse posredovane prijave, takoj pa odstranil tudi 69% primerov na podlagi običajnih prijav. Twitter po drugi strani na običajen način prijave ni odstranil niti enega primera, po stopnjevanju prek kanala verodostojnih prijaviteljev pa 25%. Ja, ker je to v DNK-ju tega podjetja. Mene to res Facebook dejansko, jaz mislim, da je to res dvosmerna ulica. Facebook, ker so ljudje podpisani z imenom in priimkom, Denis nakazuje še eno komponento, jo boš ti potem povedal, ampak jaz bom klej idealist, pa bom samo to rekel. Jaz mislim, da je dejansko dvosmerna pač pot to, če si ti tam z imenom in priimkom, če si tam ustvariš, imaš svoje prijatelje, svojega partnerja, partnerka, potem še družino, ne. Dejansko je tudi v Facebookovem interesu, da bo platformo, zdaj bom zelo posploševal, ohranil čisto bruharije, ne. Če pa v DNK-ju platforme, tako kot na Twitterju, tako kot je Denis prerekel, tista ekipa ljudi, ki misli, da širi demokracijo po svetu in je treba vse pustiti, ker moj bog, ne, je pa potem to rezultat, da jim je kratko malo vseeno in pa predvsem lahko konstantnega ustvarjanja novih in novih računov teh ljudi pač uniči kakršnekoli mehanizme, ki bi lahko zavirali vse skupaj. Ne. Mislim, dejstvo je, da če se Facebooku nekaj zgodi, ostane brez denarja. Facebook pa
Kako že Facebook služi denar? A ja, ga ne. A veš, njim je tako, to je skupina tipov v Silicijevi dolini, ki pač so naredili storitev, dobili so denar, služijo nekega silnega denarja nazaj, ne, in jim se tako malo se jim fučka, ne, a veš, za razliko od Facebooka, ki jim je pa kristalno jasno, Facebook je postal, ne vem, po enih ocenah v Sloveniji 40% trga je Facebook, oglaševal se ga na internetu, Facebook pa YouTube sicer tega noben uradno ne ve, ne, ker pač njihove številke niso javne. Ampak pri njih se to takoj pozna, ne, ko se bo začela bruharija na Facebooku, ne, ko se ne bo odstranila neka vsebina, kaj se njim lahko zgodi, da se oglaševalci v trenutku odločijo, pa reče, veš kaj, no more money. Ne, to je ključna razlika, ker se mi zdi, da ljudje v glavah dostikrat enačimo, ne, Facebook, Twitter, državno mrežo, to je to, pa res, to je res, pač Facebook je dejansko našel način, kako pač na svoje račune priteče dejansko denar in s tem profit, ne, česar Twitter, ko smo rekli v 10-12 letih, jaz ne vem, če so sploh daj bili zares profitabilni. Mislim, jaz se res ne spomnim. Mogoče nimajo denarja, imajo pa predsednika. Ne? To je dejstvo, ja. Kaj pa sicer podjetje, organizacije, mediji v Sloveniji med temi skupinami omrežij Twitter, po mojem mnenju, še najmanj priljubljen. Na začetku se nekako niso znali obnašati na platformi, ki ponuja samo 140 znakov. Kmalu zatem, ko smo se ga navadili, pa smo itak začeli govoriti, da bo vse umrlo in se kaj ne splača vlagati. Več stvari je, ne. Recimo konkretno za Gorenje, za Gorenje, ki zdaj delam, ne, nimajo Twitter accounta, ne, oziroma niso aktivni na Twitterju, ker preprosto je tako težko nagovarjaš, kot smo rekli, linearno je zelo hitro gre mimo, težko se to naredi. Zagotovo za medije je to odlična platforma, mi smo na 14.com to res zelo učinkovito uporabljali, ne, da smo določene stvari na Twitterju sporočali. Za podjetja pa ni nekega benefita silnega. Ne. In druga stvar, ki je problem tukaj, je vedno so neka orodja za analitiko. Bistveno lažje to počneš na Facebooku, bistveno lažje to počneš na Instagramu z nekimi naprednimi orodji, medtem ko na Twitterju pa to razmeroma težko spremljati. Ne. Početi zdaj pa itak prepozno, ne, ker boš zdaj odprl account, ne boš nikoli prišel na neke normalne številke. Ne. Pa še na začetku se mi zdi, da tudi za medije, ne, če se lahko sam na medije omejimo, je bila dejanska težava to, da je bila podpora slik, povezav, videa tako abotna, ko je že posod drugje vse plesalo in kričalo. Jaz se že spomnim časov, ko je bil TweetPic ločen na storitev, ne, sam sliko ne spraviti na Twitter, je bila cela znanost, medtem ko so imeli na Facebooku vsi že albume. Tako, mislim, oni so dejansko parka tako zaspali, da jim po eni strani niti ne preseneča, kaj se dogaja z njimi, sami ste si krivi, sploh ni druge besede, pa imam zelo rad Twitter, jaz še zmeraj kar rad tweetam. Ne. Problem je z omejitvijo velikosti, ki jih imajo fotko, omejitvijo velikosti gifov, videa in vse to. Ne. Bolj simpel je, danes je res bolj simpel to naložiti na YouTube ali naložiti na Facebook, počasi, tako zelo počasi bo Twitter bojo lastniki ugotovili, pa Twitter ugotovil, da tudi nima smisla več živeti. No. In bo nek plug potegnil, koliko časa bo to trajalo, ne vem, lahko da bo trajalo 5 let, lahko da bo trajalo 10 let, dokler imajo predsednika, dokler je predsednik na Twitterju, bodo relevantni, pa se jim bo splačal. Mogoče ena od zanimivih stvari, ki je, zdaj se počasi razmišlja tudi o tem, da bi mogoče določene stvari prenašali prek Twitterja, ne, mogoče, ne vem, oni so imeli Periskop, pa so ga zaprli, ne, da bi ta live vsebine bile nekaj, kar bi, ker spet, cool je, ker gre z roko v roki, ne, Twitter ima nekaj, če bi Twitter mi znal prenašati v nekem screenu, si predstavljam tako futuristično, neko smučanje iz olimpijskih iger ali pa, ne vem, X Games, pa bi hkrati lahko uporabil Twitter kot kanal za second screening, why not, ne? To je bila zanimiva rešitev, ampak vprašanje, če tam fantje tako razmišljajo. To je zelo glede na dozdajšnje izkušnje, zelo težko. Ja, mogoče čez 40 let, ko bodo vsi ostali že to imeli, ne? Skratka, tehnološkega napredka ni in ali pa niti slučajno ni viden, ne? Vse, kar se je zgodilo velikega v zadnjih letih, je 140 na 280 znakov. Ja, in pa mogoče objektivno najslabše privzete aplikacije za katerokoli platformo. Ja, točno to, ker ne sledi ne s filtri, ne s story, ne z vsem, kar imajo vsi ostali. Ne? Če en kolega moj dober rekel, moja toplotna črpalka je dobila story. Ne? Ker zdaj pa ta story je res malo. In ok, Twitter, a lahko še, dajte ta story, ker zdaj ga še Google Plus ima. Na koncu Val 202 ima rad Twitter in Twitter njega. Od začetka smo se zelo dobro razumeli, imeli nekaj odličnih, zabavnih trenutkov z akcijami, kot so Radio Battle in podobno. Slovenija!
30.060 tweetov za Val 202 v eni uri in skoraj 900 twitterašev. Navdušena sem v bistvu zaradi vseh twitterašev, ki so se angažirali. Vse za slavo Vala 202. Val 202 je tako social zadeva. Ker imamo radi Val 202. Twitter profil Afna odbita živi, ogromno relevantnih informacij dobivava na vprašanja. Sicer pa Denis Oštir, ker so to storili tudi vsi gostje v prejšnjih oddajah, kakšno je zate osebno idealno, družbeno ali družabno omrežje? Dobra. Ok, hitro kot Twitter, s podporo multimediji kot Facebook, pa tako seksi filtri, kot jih ima Instagram. Pa je nepka dela. Čeprav to, kar opisuješ, je skoraj da že Instagram. Ja, skoraj da že Instagram. Direct messaging na Instagramu ne deluje tako fajn, kot bi lahko. Čeprav zdaj so ga že ločili v svojo aplikacijo, tako da se že stvari dogajajo. Mislim, da je zadnjič, ko je prišlo do te spremembe na Snapchatu, je rekel, da obstaja način, kako se da popraviti Snapchat. Casey je rekel, kako popraviti Snapchat. Je rekel, če vam ni všeč ta nova oblika, ga odinštalirajte, pa odprite Instagram. Že tudi nama je ostala ta naloga, že 3 tedne obljubljava, torej tvoje idealno omrežje. Instagram s to razliko, da pustijo samo eno, saj preverjene povezave v objave. Samo to. Jaz mislim, da če Instagram enkrat najde način, kjer zajezi spam, ne, če bi lahko v objavo dal še povezavo, ne samo v stories, ki so zdaj trend. Jaz mislim, da več se že skoraj da ne da. Smrt algoritmu. Smrt algoritmu. To pa govorimo že, seveda, to govorimo pa zdaj že 2 oddaje. Časovnica, naj bo časovnica. Časovnica, tako, ker to pa je. Ni algoritmica, časovnica. Jaz bom rekla, združen Instagram s Twitterjem, ki ima čudovite fotografije in samo 140 znakov s kratkim pripisom, dobrim, smešnim, zanimivim, brez hashtagov. Exactly, to so omejitev 4 hashtagov. Ne, brez. Ne, jaz mislim, da hashtag je lahko uporaben. Prav zato, tisto, kar Twitter pesti že cel čas, je ta iskanje. Ne rabimo sam še 250 milijonov nekega venture kapitala, tako če ima kdo slučajno odbidalcev, Lahko se oglasite na Afna odbita. Najskupni Twitter profil. Dodajte še svojo predstavo idealnega omrežja. 3 epizode sva razpravljala o Facebooku, Instagramu, Twitterju. Vsi komentarji, kritike, predlogi seveda dobrodošli. Ja, in vse te epizode najdete na val202.si/poševnica odbita in pa hvala za ocene v Apple Podcast, da sem se kar odločil. V Apple Podcast, ker iTunes-i tudi, tako kot Twitter, enkrat kmalu jih ne bo več. Najboljši program ever. Hvala za pozornost, hvala za obisk v studiu Denis Oštir, na Twitterju si @kricac. To je to. Čau. Čau.